Ok, dajmo en aplauz, prosim, za Igorja Matijeviča. V bistvu ni to grozen, kot sem mislil. Ste še bolj grozen, ne? Začel sem 7. december in začel se je s 1. decembrom. Kar je dan jajca, ne, to vsi vemo. Kaj to pomeni? Da treba natikati si kondome gor. A je to sploh še spolni odnos, se sprašam jaz takole. Z kondomom, ne. Dobro, nimamo neke high-tech kondome, razne okuse, oblike, tako da rečemo, da je, ne. Ampak na tretjem svetu temu ni tako, ne. Tam imajo pač doma narejene iz domačih živali, iz kavčuka, nosijo dobili kot 1 centimeter, ne. Tako da ni fajn. Zdaj, tako, enkrat smo se dobili s prijatelji in nismo imeli kaj početi, recesija, ne. In smo rekli, pač beseda je nanesla na spolne odnose in kaj to sploh je, ne? A sploh vemo, kaj je to spolni odnos. Zdaj, en moj prijatelj zdaj intelektual, veliko bere, ne? Najprej smo njega vprašali. In on je rekel, spolni odnos, če hočeš vedeti, kaj je spolni odnos, moraš vedeti, kaj ni spolni odnos. V bistvu, ja, nekaj je na tem, ne? Pa smo bili vsi ti, tako ne, 6 minut. Pa sem se rekel, če greš na sprehod s psom, to verjetno ni spolni odnos. In spet tišina, spet 10 minut. V bistvu sem ugotovil, da intelektualci niso najboljša tema niso najboljši za to temo. Pogledali smo v slovar, ne, in neka taka uradna definicija se glasi, spolni odnos je ustavitev, to je Oxford Dictionary, ne, da bo zelo uradno zadeva. Spolni odnos je ustavitev moškega penisa v žensko vagino in počakamo, da pride ejakulacija in orgazem. To je definicija. S tem, da je mišljena ejakulacija po moje za moškega in orgazem za žensko. Se mi zdi fair, no? To je taka dosti romantična definicija. Mislim, da je za moške malo drugačna, ne? Če si priznamo, ni potrebno, da ženska drži orgazem. Kaj smo se pa še pogovarjali? No, to smo prebrali, ne? In smo ugotovili, da to ni prava definicija. In kaj pa je prava definicija? Prva stvar, penetracija, ne? V bistvu mora priti do penetracije, to smo se strinjali vsi. Ampak spet naslednje vprašanje, kolikrat mora biti penis penetriran? To je temo, rečemo spolni odnos. Je to 2000-krat? Je to najprej neke nore številke, ne? Potem pa ena reče, kaj pa če samo enkrat, ne? Zakaj to ne bi bil spolni odnos? In potem si predstavljamo, in tudi zdaj sem slišal za ta primer, ne? Prideš z materni službe, se vležeš na svojo partnerko, ustaviš penis, zjutraj se zbudiš, ga daš ven, in greš nazaj v službo, ne? To vse zgodi, moram reči, ne? Lahko je pa tudi zelo kratka zadeva, ne? V bistvu tak naval strasti, pol sekunde, ne? Cak, ne? Pol sekunde. Tudi to je spolni odnos, tako ne moram reči, da ni, ne? Tle smo se vsi strinjali. Smo si zapisali tudi, seveda. Naslednja stvar je bila pa, to smo mislili, da je že definirano, ampak pa sem se spomnil, ali je potrebno, da je ustavljen cel penis. Zdaj, najprej smo si rekli, to je absolutno potrebno. Če je že kratko in sladko in tako, mora biti pa saj cel penis ustavljen noter.
Ampak potem pa vzemo hipotetični primer, da je nek gospod, da ima pač večje orodje ali pa manjšo partnerko, ne? Je lahko stal samo, ne vem, 78%. Se pravi, vidite, ni potrebno, da je cel penis ustavljen, niti to ni potrebno, ne? In zdaj pa, koliko je potrebno ustaviti? Na tej zadevi ni nobenih zaredic, ni nobene oznake. Kako bi rekel, samo dotlej je v redu, naprej ne. In okej, pa smo rekli, ne vem, nismo se mogli zmeniti, na kar je nekdo rekel, mora zadostovati, če samo glavica penisa penetrira za ta drobček sekunde, ne. Mislim, da se to jaz spomnil. Glavnem, to je to, ne, to je ta definicija, ni najbolj dramatična, ne, ni spektakularna, ampak to so pač groba dejstva. Nekaj novega ste zvedeli. Ja, to je to.